Dober dan našima današnjima gostjama v še eni epizodi podcasta Poslovni nasveti, ki ga organiziramo oziroma pripravljamo skupaj z NLB-jem. Danes se bomo pogovarjali, če rečemo zelo na široko, o finančnih zavarovanjih, ki jih banka NLB ponuja. Tako da bi v prvi vrsti rad pozdravil Polono Žižmund, namestnico direktorice trgovinskega bančništva in vodja garancijskega oddelka. Zelo dolg naziv imate. Drži. In seveda v studiu smo povabili tudi predstavnico vašega komitenta, vaše stranke, če smem tako reči. Se pravi Mojca Lampret Kričej, pomočnica direktorja za področje financ podjetja Brinox. Zakaj dve gosti? Zato, ker želimo ravno na podlagi izkušenj, konkretnih izkušenj podjetja, povedati, kaj na področju tega finančnega zavarovanja, pa če želimo še širše reči finančnega tveganja, s katerimi se podjetja spopadajo, kje jim lahko tukaj banka, NLB priskočite na pomoč. Pa morda za začetek, najprej, če mi dovolite, eno čisto kratko predstavitev podjetja Brinox. Jo bom kar jaz prebral, gospa Kričej, če dovolite. Se pravi, Brinox je podjetje z več kot 40-letno tradicijo, izdeluje vrhunsko opremo in procesne sisteme na ključ za biofarmacevtsko in farmacevtsko industrijo. Ste izbrani dobavitelj procesne opreme in sistemov za 7 od top 10 najboljših globalnih farmacevtskih korporacij. Vaš pristop je projektno naravnan, saj poskrbite za vse, od izdelave konceptualnega dizajna, izdelave opreme, montaže pa do dokumentacije. Pa bi kar z vami začeli ta pogovor in sicer, mogoče če nam lahko na začetku, seveda, kolikor vam poslovna skrivnost dovoljuje, poveste, kdo so te velike farmacevtske multinacionalke, s katerimi sodelujete? Ja, dobro ste rekel, če nam dovoljuje poslovna skrivnost, namreč mi imamo z kupci podpisane pogodbe o nerazkrivanju, NDA-je, tako da o vseh naših kupcih ne morem govoriti. Kot ste rekel, gre za dejansko največja multinacionalna svetovna podjetja. Mogoče lahko razkrijem enega od njih, ker so tudi oni v svoji reklami, ki so jo imeli pri izdelavi zdravil proti covidu, za covid, predstavili našo opremo, to je bil Pfizer. Govorimo pa tudi lahko mogoče samo tako na široko o GSK-ju, Novartisu in resnično multinacionalke in velika imena. Velika imena, delamo tudi za največjo slovensko farmacevtsko podjetje, tako da ja, naši kupci so res prvovrstne stranke, delamo za prvovrstne stranke. Mogoče sem, če tle dovolite eno podvprašanje, sicer sem prebral, kaj je vaša osnovna dejavnost, pa mogoče, da si znamo malce bolj plastično predstavljati. Vaše podjetje dobesedno izdeluje te sistemi, mehanizme, stroje, ne vem, kako jih imenujete, za farmacevtska podjetja. Ja, zadeva je res zelo kompleksna, tako da če nisi ravno strojnik in inženir, potem zelo težko razumeš kompleksnost tega. Lahko se vidi na kakšni sliki, to, kako izgledajo te zadeve, res gre za zelo kompleksne zadeve. Mi, tako kot ste pa vi že omenili, s kupcem prehodimo celotno pot od kompleksnega procesnega izziva, mi za njega sprojektiramo zadeve, on samo pove, kaj želi, mi pa sami, naši inženirji, sprojektirajo. Se pravi, imamo procesni izziv, pa do optimalne rešitve izdelave te opreme po meri kupca, vedno po meri kupca. Vsak naš izdelek je čist unikaten, tako da gre res za včasih ogromne kompleksne sisteme, ki jih potem na sam sajt pri kupcu pelje ogromno tovornjakov, tako da ja, zadeve so, včasih gre pa tudi za manjše sisteme. No, kot so mi razlagali v pripravi na ta pogovor, ste dejali, da seveda
kot rečeno, gre za projekte na ključ, gre za tudi neke avanse, ki vam zaupajo vaše stranke in iz tega vidika vi zahtevate tudi neke vrste zavarovanja. Ne? In tukaj potem vstopi v igro NLB banka, pa mogoče, če nam razložite, v kakšnem primeru ste se obrnili na banko. Ja, mi smo z Novo Ljubljansko banko začeli delati pred 3 leti, ko smo iskali novo, bolj fleksibilno in banko, ki je na področju ravno garancijskega potenciala praktično največja, na vseh področjih največja slovenska banka, ampak tudi na tem področju je za nas izjemno pomembno, da je to banka, ki je mednarodno priznana, poznana, ker naši kupci lahko rečejo, da ne sprejmejo garancije neke banke. Namreč, zakaj potrebujemo velik garancijski potencial? Ravno zaradi tega, ker delamo sisteme, kjer so pogodbene vrednosti ogromne, govorimo o, ne vem, milijonih in prej 10 kot milijonih evrov. In plačila so vedno po milestonih oziroma mejnikih, in mi dobimo prve avanse že ob podpisu pogodbe in pripravi projektne dokumentacije fazno, in kupci pač jasno do faze dobave običajno zahtevajo, da se ta plačila, avansna plačila zavarujejo z bančnimi garancijami. Zaenkrat hvala, se bomo potem še vrnila kasneje k vašemu podjetju. Gospa Žižmont, Slovenija je seveda, kot vemo, izjemno izvozno naravnana država. Velika večina slovenskih podjetij izvaža svoje izdelke ali storitve. Pa morda čisto nasplošno, da imamo en občutek, ker se srečujete z vsemi temi primeri, na kaj morajo biti podjetja pozorna pri prodoru na tuje trge in kako se lahko vse pri vaši banki zavarujejo za različna tveganja? Ko podjetja vstopajo na tuje trge, se seveda srečujejo s številnimi izzivi. To je lahko že samo nepoznavanje države, neka država, ki jo niso obveščajo, ne poznajo, svojega partnerja ne poznajo, mu ne zaupajo. Lahko je to neko tuje pravo, tuja zakonodaja, tuj jezik. To je tudi lahko problem. In seveda pri vseh teh tveganjih je prav, da jih kot prvo, da se z njimi soočijo, da jih poznajo in potem, da jih poskušajo eliminirati. Eliminirajo jih pa lahko, najpogosteje so to neki inštrumenti trgovinskega bančništva, kot sta bančna garancija, kreditiv, tudi zelo pogost. In s temi tveganji pač eliminirajo ta tveganja. Tveganja morajo poznati, jih poskušajo eliminirati in zato mi tudi apeliramo na podjetja, da ko sklepajo nek nov posel, vstopajo na nove trge, ne zaupajo svojim partnerjem, seveda sploh, če so neki večji zneski, neki dolgoročni posli, da poiščejo pomoč, svetovanje pri banki in jim potem poskušamo case by case, pogledamo vsak konkretni primer in poiščemo najboljšo optimalno rešitev. Kot sem že omenila, ta tveganja, ki nastopajo najpogostejša, so tveganja nedobave, neizdelave, seveda odvisno v kateri vlogi si, ali pa tveganje neplačila. In s temi inštrumenti lahko odlično ta tveganja eliminiramo. Če sem na začetku, da imamo na predstavo, če našteva par najbolj tipičnih teh inštrumentov? Malo odvisno, ali govorimo Slovenija, tujina, ampak lahko so od menica, kavcijskega zavarovanja, bančne garancije, kreditivi in kasi, veliko inštrumentov. Samo je vsak primer, vsak posel gledamo case by case. Ne moremo povedati, kateri so najboljši, najslabši, ampak je seveda odvisno od, kaj je tudi potreba podjetja. Lahko je samo zavarovanje, lahko je financiranje, odvisno od zahtev potreb, lahko tudi, bom rekla, partner našega komitenta je neka močna pogajalsko podjetje, kakšna multinacionalka in tudi ona diktira, katero inštrument, na kakšen način se bo izdala. Tako da ni neke tabele, v katero pogledamo, kateri je najboljši inštrument, ampak res strukturiramo posel in poiščemo za podjetje, za konkretni posel
najboljša rešitev. Na vaše izkušnje so podjetja vešča vsega, kar obstaja, vseh teh mehanizmov, prihajajo k vam, ne vem, pripravljena, prestrašena? Podjetja, katera se s temi inštrumenti večkrat srečujejo, so bolj vešča kot druga. Je pa res, da to je tako specializirano področje, da lahko rečem, je samoumevno, da podjetja ne morejo imeti strokovnjakov za trgovinsko bančništvo, ker gre za neko mednarodno prakso, kjer moraš vložiti ogromno časa, energije za izobraževanje, spremljati dobro bančno prakso. Tako da niso vešči, ampak to ni nič narobe, ne? Sploh ne. Ravno takrat, ko se znajdejo v taki situaciji, apeliramo, da se obrnejo na nas še pred sklepanjem posla, ko podpisujejo pogodbo, da mogoče že same te inštrumente, bančno garancijo, krediti vključimo že v samo komercialno pogodbo. Že ko se dogovarjajo, je zaželeno, da pridejo v banko. In seveda prav je, da pridejo in da nimajo pri sebi v podjetju nekih strokovnjakov za to. Je to čisto samoumevno. Ko je pogodba že podpisana, je že prepozno. Težko je. Veliko več časa in energije, da zadevo popravljaš. Zato. Prej ste omenili, pa ne bom znal ponoviti dobesedno, razlika, ali je izvozno podjetje ali deluje na domačem trgu. Spravi, obstajajo tudi neki zavarovalni mehanizmi tudi za podjetja, ki ne izvažajo. Te inštrumenti trgovinskega bančništva, najpogosteje uporabljanje kreditiv, bančna garancija, nima veze, ali podjetje deluje v Sloveniji ali je izvozno financiranje, torej da deluje na mednarodnih trgih. Oba inštrumenta se uporabljata tako v Sloveniji kot tujini, tako da ni neki razlike so mogoče v samem jeziku, da je seveda tuj jezik, mogoče se vključujejo določeni členi iz lokalnih zakonodaj, drugače so pa te inštrumenti podvrženi mednarodnim pravilom, ki jih je izdala Mednarodna trgovinska zbornica in so enaka za kreditiv garancijo domačo ali tujo in se po celem svetu enako tretirajo, razumejo, tako da ni bistvenih razlik. Seveda so pa mogoče določeni inštrumenti v nekih regijah bolj uporabljeni, ker jih bolj poznajo. Primer bančna garancija v državah bivše Juge, za Kitajsko je akreditiv, tako da ni pa Slovenija tujina, pa ni bistvenih razlik. Spak Ričej, Brinox je seveda tudi izvozno usmerjeno podjetje, glede na to, da delate za te multinacionalke, kot so jih omenili na začetku. Koliko odstotkov prometa pravzaprav ustvarite v tujini? Večino si predstavljate? Ja. Dejansko Brinox večino svojega prometa ustvari za prodajo kupcem v tujini. Govorimo o več kot 90% prometa ustvarimo s temi kupci iz tujine. Tako da, ja. Mogoče, če števa nekaj držav, kjer ste najbolj prisotni? Ja, Brinox je prisoten v večini držav Evropske unije. Se pravi, govorimo o naša zelo velik trg je Nemčija, trenutno največji trg Danska, Belgija, Španija, Francija, potem gremo še malo, trenutno sicer ne delamo na Madžarskem, smo imeli tudi večje projekte, pa Poljska, pa če gremo zdaj izven Evropske unije, smo v Švici seveda, Švica je pač bazen za tovrstne posle, ja, tako da v Švici smo zelo prisotni, tudi pač naš lastnik je podjetje iz Švice, ravno zaradi tega razloga, ker je to dober imidž na tem področju. Pa nisem prej omenila, ko sem rekla Nemčija, v Nemčiji imamo svoje podjetje tudi, ki sicer ne proizvaja, ampak posreduje pa pri poslih na nemškem trgu in imamo tam tudi svoje inženirje, ki potem lokalno lahko delujejo. Rusija je včasih bila pomemben trg, pa zdaj enostavno ne delamo več. Vstopili smo pa na ameriški trg,
Lani smo ustanovili podjetje v Ameriki, ki trenutno še nima nobenega posla, ampak se pa pogovarjamo, a ne. In tukaj bo pol tudi zanimivo, a ne, ker je malenkost drugačni inštrumenti zavarovanja so v Ameriki, kot je pač v tem delu. To sem ravno hotel vprašati, ne, verjetno se od države do države, od Evropske unije verjetno še najmanj, ampak se verjetno razlikujejo neke pristopi ali zahteve ali kakorkoli. Tudi znotraj Evropske unije se razlikujejo zahteve kupcev glede inštrumentov zavarovanja. Tudi morate vedeti, da večinoma kupci insistirajo na tem, da se uporablja pravo njihove države, ne vedno, ampak o pravilih, o katerih je govorila Polona prej, jasno, če se le da, jih vključimo, se trudimo vključiti ta pravila, ker so le univerzalna pravila, jih poskušamo vedno vključiti v garancije, vedno pa ne gre, ne? Nismo vedno v poziciji, da izpogajamo to. Če se da, tudi delamo po našem pravu, ker garancija se vedno tretira po pravu izdajatelja garancije, ne? Se pravi, bi se v tem primeru, če ni navedeno posebej v garanciji, uporabljalo slovensko pravo, če pride do kakšnega spora. Vedno pa to ne uspemo, ne? In moramo poznati, tudi mi moramo poznati, kaj to pomeni, če uporabljamo dansko pravo, ki je drugačno kot slovensko pravo, recimo, ne? Pa zdaj imamo zelo veliko teh garancij na Danskem. Tako da mi tukaj vključimo tako strokovnjake iz banke, da nam pomagajo pri tem, da preverimo, kaj potegne, kakšna dikcija v garanciji za sabo. Poleg tega pa večkrat vključimo tudi recimo pravne pisarne iz držav, kjer delujemo, ker so zadeve kompleksne, ne? Mi zelo veliko uporabljamo in pravne in davčne pisarne v državah, kjer poslujemo. Pa stranke samo prvič, ko nek posel delate z njimi, zahtevate garancije, ali tudi kasneje, skozi leta, ko se že poznate, si zaupate, še vedno. Posel je posel. Ja, posel je posel in ne morem reči, da kakšna stranka, zdaj, ko že smo naredili super projekt za njih, zdaj pa reče, zdaj pa ni potrebno več garancije, zato ker govorimo o velikih zneskih, o kompleksnih zadevah in se skoraj ne. Pri manjših poslih se zgodi, pri kupcih, ki so naši dolgoletni, včasih tudi naredimo kakšno zadevo mimo bančnih garancij, ampak večinoma pa so to bančne garancije, ja. Tisti računi dobri. Ja, tako nekako. Ampak ko ste že omenili, kakšne so razlike, omenila sem zdaj Dansko, želela bi omeniti še recimo Nemčijo. Večinoma tudi nemška podjetja sprejmejo naše garancije kot takšne, je pa to germansko pravo malo drugačno in nemška podjetja velikokrat zahtevajo tako imenovane Bürgschafte oziroma jamstva, ki pa se razlikujejo od bančnih garancij in jih naše banke preveč ne marajo, ker imajo eno specifiko, pa bo mogoče Polona povedala, kakšno specifiko imajo te tovrstne bančne garancije oziroma jamstva v tem primeru, ne. Ravno mislil vprašati, gospa Žižmont, vi morate poznati globalno, kako se države sveta, kakšne so neke neke specifike sabo. S čim vse se srečujete, ko svetujete strankam? Zato, kar sem že na začetku rekla, ne, je res pri nas specialisti trgovinskega bančništva poznajo tako jezik, potem neko osnovno zakonodajo, ne, in vse te specifike, ki jih je potem potrebno vključiti v sam tekst bančne garancije ali poroštva. Lahko rečem, da je tole primer zelo veščega komitenta, ki se na to spozna in točno že ve, kaj želi, kaj se da, kaj ne, ampak ne glede, ne, banka, ko dobi neko komercialno osnovo, je to pogodba, naročilo, karkoli, svetuje na svojim strankam, ne, svetuje v tem smislu, kje so lahko nevarnosti, kot je to bilo že omenjeno, različno pravo, kako se bo presojalo v primeru sporov, če niso vključena ta mednarodna pravila, kaj se to za sabo pomeni, ne. Tako da moramo poskrbeti, da je naša stranka seznanjena z vsemi
odstopanji, kaj lahko sledi, zato da bo potem vedela, ko bo prišlo mogoče do neljubega dogodka unovčenja, kakšen je postopek. Vprašanje je bilo... Te razlike med državami, sem hotel malo vprašati, malo bom karikiral, v smislu, se spomnite kakega ekstremnega, eksotičnega primera, pa morda je kakšna država, ki posebej izstopa z nekimi nemogočimi skoraj zahtevami? Pri vsaki državi lahko najdeš neko specifiko, lahko odstopa, lahko so to Indija, Bližnji Daljni vzhod, ki ima neko drugo dinamiko, Nemčija, Švica, Avstrija s temi poroštvi, avtomobilska industrija ima tudi neke svoje specifične tekste, vsebine, a ne? In se je treba pač prilagoditi, banka se mora prilagoditi poslu, a ne? Mi ne smemo vztrajati na nečem idealnem in potem se pač odmika od tega idealnega, da prideš do neke, da se tako kupec, prodajalec, izvoznik, uvoznik dogovorita in najdete neko win-win rešitev. Tudi v Sloveniji imamo specifike, ne? Tako da vsak case je case zase, kar je lahko pa tudi gledamo na drugo stran pa zanimivo, a ne, nam ni dolg čas. So kdaj mogoče tudi te zahteve in pričakovanja nemogoča? Tudi. Naredite to in je to? Če na koncu morate reči, žal, da moramo pomagati. Ravno to rezultat je to. Mi kot banka moramo strmeti, da je tekst pripravljen strokovno, da je bančna garancija lahko unočljiva, da ne tvegamo kako tveganje ugleda, ne delamo kaj po svoje in lahko na koncu pride do tega, ko se moramo vprašati, da bomo takšno bančno garancijo izdali ali ne. Seveda, ker naš ugled pa ne sme trpeti, da bi na račun, da gremo ne vem, mogoče v nek nestrokoven tekst, seveda, lahko je. To je zelo, zelo redko, no. Zelo, zelo redko, ampak lahko pa se ne pride do dogovora, seveda. Omenili se tako bežno mimogrede avtomobilska industrija, pa to me je tudi zanimalo, obstajajo moče razlike med panogami? Ali niti ne? Niti ne, lahko je v sami neki vsebini posla, ampak recimo avtomobilska industrija ima rada tudi ta poroštva, burgšafte, a ne, to so ponavadi brez roka, brez teh pravil in potem skušamo za stranko priti čim bolj idealni, bom rekla, strukturi in tudi pri Brinoxu vsaj v zadnjem času uspevamo s temi mednarodnimi pravili, da jih vključimo, da imajo roke pa tako. No, to so neke specifike, ki jih res potem ena na ena rešujemo. Se verjetno smo že v toku te debate, če drugo ne vsaj omeni, pa morda tako, da zaokrožimo, ne? V katerih primerih se pri Brinoxu poslužujete teh bančnih garancij in morda čisto na podlagi vaših zdaj že dolgoletnih izkušenj, morda kaj bi želeli opozoriti druga podjetja, ki nimajo teh izkušenj, ki se morda prvič srečujejo s tem? In to tudi za vas je bilo enkrat prvič. Ja, moram reči, da je Brinox uporabljal te inštrumente, že preden sem jaz prišla na Brinox, tako da sem prevzela zadevo, jasno pa imam že iz preteklosti kar veliko izkušenj na tem področju, tako da mi to ni predstavljalo nekih hudih izzivov, je pa res, da se mi dnevno srečujemo z garancijami in ravno danes sem rekla, ne vem, prejšnji teden sem naredila na banke, ne vem, 15 vlog za bančne garancije in to je kar groza, ne. Dejansko mi uporabljamo predvsem bančne garancije. Mi drugih inštrumentov, se bomo se verjetno pol še dotaknili, akreditivov ne uporabljamo, ker za nas niso primerna in jih ne potrebujemo, a ne, ker so malo drugačni inštrumenti. Mi imamo avansna plačila na praktično vseh projektih, kjer delamo in ta avansna plačila, za njih potrebujemo avansne bančne garancije. To je eno. Potem imamo pa dejansko performance garancij potem nimamo oziroma garancij za dobro izvedbo del, ker so že avansne garancije za varovanje za kupca do faze, ko dobavimo opremo, potem pa je samo še montaža in ta del potem kupci običajno ne zahtevajo garancij. Potem pa v zadnji fazi, ko
naredimo prevzem, ko naredijo prevzem te opreme, moramo dati še nek procent garancije za odpravo napak. To je sicer manjši procent, ampak ja, v principu uporabljamo 2 vrsti garancij, se pravi avansne bančne garancije in garancije za odpravo napak. S plačilnimi garancijami se pa srečujemo na drugi strani, ko mi plačujemo avanse, se pa srečujemo tudi z bančnimi garancijami naših dobaviteljev, ker tudi tukaj imamo velike posle, a ne posledično, če so naši posli veliki, so tudi dobave potem velike in tle, če plačujemo avanse in če ne poznamo kupca in če gre za večje zneske, kot sem rekla, potem tudi tle zahtevamo garancije. Na drugi strani, tudi tle se pol kdaj srečamo z Novo Ljubljansko banko, ko ona izda garancijo za našega dobavitelja, ne. Da bi pa same plačilne, se pa zelo izogibamo temu, da bi dajali našim dobaviteljem plačilne bančne garancije, ker nekako ocenjujemo, da imamo boniteto takšno, da to ni potrebno. Tako da, ja, to so te vrste teh poslov, ki jih mi potrebujemo in jih tudi dobivamo strani bank. Verjamem, da to je retorično vprašanje. Ste se kdaj srečali s tem, da bi vam na banki zavrnili tako zavarovanje, ali ni bilo niti potrebe? Ne, dejansko ni bilo potrebe, zato ko smo se že v fazi, ko smo se pogovarjali o tem, kaj so naše potrebe, kar ustrezno identificirali te naše posebnosti, ki smo predpostavljali, da jih bomo potrebovali, in smo se že v tej fazi pogovarjali tudi o tako imenovanih burgschaftih oziroma jamstvih, ki so posebna, in smo že takrat po pogodbi dogovorili, kaj v takšnem primeru, ker je banka pač želela od nas potem neke zaveze v pogodbi podpisane, če nam bo izdajala garancije brez zapadlosti, ker burgschafti so brez zapadlosti in burgschafti niso odvisni od osnovnega posla, so odvisni od osnovnega posla in ne tako kot bančna garancija, ki je neodvisna od osnovnega posla. Se pravi, v tem primeru banka vstopa v naše odnose z kupcem in mora presojati, ali je garancija unovčena upravičeno ali ne, ker pri navadni bančni garanciji banka ne presoja tega, ker je garancija neodvisna od osnovnega posla. Tako da moram reči, da še nam ni zgodilo, jaz pa tudi vem, kaj lahko pričakujem od banke in poskušam že v fazi, ko naša prodaja sklepa pogodbe z kupci, jih osvestiti, kaj mora biti v pogodbi in kako naj bo definirano tudi to. In ja, imajo stranke včasih želje po kakih garancijah, ki jih pa probamo potem že v fazi sklepanja pogodbe te zadeve prilagoditi, no. Kriča je omenila kreditive. Če za nas nepoznavalce, laike, kakšna vrsta mehanizma je to? Kreditiv je prav tako inštrument zavarovanja in hkrati tudi plačilni inštrument. Mogoče mu delamo krivico, ker se ne uporablja tako pogosto kot bančne garancije, ampak je zelo uporaben tako v Sloveniji kot tujini. Ščiti interese tako kupca kot prodajalca, tveganja nedobave ali pa tveganja neplačila, oboje pokrije. Iz kreditiva se lahko spelje tudi financiranje, zelo elegantno, na kratko, mislim, nekomplicirana zadeva. Je pa podobno kot bančna garancija, prav tako pisna zaveza banke, da bo plačalo predložitvi določenih dokumentov. Nepreklicna, pisna, brezpogojna. V tem koru je podobno kot bančna garancija, samo drug inštrument, no. Vsega pa seveda, če ni potrebe po kreditivu, ne moramo banke tudi usiliti komitentom, kar vse inštrumente, ki jih poznamo, tako da odvisno od potrebe, kar sem že na začetku rekla, ne. To vprašanje bi sicer verjetno morali postaviti že na začetku, ampak če bi enemu, rekel ravno osnovnošolcu, ampak mogoče srednješolcu, tako zelo preprosto razložili, kaj je to bančna garancija, v kakšnih primerih se uporablja, ABC bančne garancije. Mogoče par teh specifik. Nekaj je bilo že omenjeno, da je bančna garancija denarno jamstvo banke garanta. Banke izdajajo bančne garancije, so nepreklicne, brezpogojne.
banka mora, ko prejme zahtevo za plačilo strani upravičenca, v roku 5 delovnih dni pač plačati in ne presoja, kdo je kriv, kdo je naredil, ni naredil. To so te velike prednosti in to nas tudi zavezujejo ta pravila. Zato je ne glede na finančno stanje našega naročnika, pravni status našega naročnika, banka je dolžna plačati. Zato jaz pravim, da če imaš v rokah, če si v vlogi upravičenca bančno garancijo boljšega zavarovanja, ne moreš imeti, ker tukaj ni neke dileme, bi, ne bi, je šlo naše podjetje v stečaj, tukaj mi moramo pač plačati. Kot sem rekla, te abstraktna, nepreklicna, brezpogojna, to so te neke karakteristike. Imamo pa več tipov bančnih garancij, odvisno od posla, od nekak življenjskega cikla posla, resnost, dobra izvedba, ki se prepleta z avansom, odprava napak, za najemnine, pravočasno plačilo blaga in storitev. Zakon predvideva polno nekih garancij, teh carinskih. Tako da, carinske so tudi zelo. Če si v tej panogi oziroma to potrebuješ, potem so carinske. So pa, ali pa ne vem, vi lahko gradite hišo oziroma kupujete hišo ali pa opremljate okna. Mislim, tako zelo uporabna zadeva je. Bančna garancija je tudi za dobro izvedo, da vam bojo hišo zgradili, dobavili okna, vrata. Za fizične osebe. Za fizične osebe. Saj zato sem tako hotela bolj plastično, da ni nekaj abstraktnega, ampak se lahko uporablja najemnina. Zelo širok spekter. Toliko gre poslov, toliko lahko tudi pokrijemo te pogodbene obveznosti. Toliko je različnih pogodbenih obveznosti, toliko je lahko različnih tudi teh inštrumentov. Kaj pa če je v poslu kaj narobe? Ste rekli si, banka je zavezana, mora plačati, kaj pa sodišče verjetno? Prvi korak je, da se pač bančna garancija unovči. Upravičenec, ki je dobil tako garancijo v svojo korist, v zavarovanje, če je prišlo do kršitve pogodbenih obveznosti, da niso bile izvedene v roku, kakovosti, količini, kot je predvideno v sami komercialni pogodbi, je seveda legitimna pravica upravičenca, da bančno garancijo unovči pri banki izdajateljici, pri banku garant. Moram povedati, da tega ni veliko. Že zato, ker so pri bančnih garancijah grejo tudi banke se vključijo v ta odnos in je s tem večja tudi neka kredibilnost podjetij, ker banke stojijo, tako da tega res ni veliko. Ampak, ko se pa zgodi na podlagi pravilne zahteve za plačilo, gre za enostavno neko izjavo upravičenca in v čem je bila kršitev, banka potem plača. Edino, kar banki lahko zaustavi izplačilo, je pač začasna odredba ali so pa potem sodišča, ker pay first, argue later je naše pravilo, tako da sodišča pridejo potem v drugem koraku, če se podjetja, če mogoče pride do nekih zlorab, krivih unovčenj, potem sodišča. Brino se v teh izkušenj verjetno nima. Na srečo. Na srečo, moram trkati, Evo, se nam še ni zgodilo, da bi prišlo do unovčenja bančnih garancij, zato ker pač več razlogov je, delamo kvalitetno in poleg tega tako ni prišlo, tako sem hotela reči, ni prišlo do unovčitve zaradi dveh zadev. Prvič zaradi tega, ker mi delamo kvalitetno, drugič pa zaradi tega, ker imamo tako kvalitetne kupce, da ne zlorabljajo takšnega inštrumenta, zato ker lahko se zgodi, da pride tudi do zlorabe, se je že dogajalo, ampak ne v našem primeru, kot sem rekla, zaradi teh dveh razlogov. Kako pa bi bilo v odnosu med vami in vašimi dobavitelji, recimo, bi se lahko tudi zgodilo? Bi se lahko, pa sreča tudi tega, mi še ni bilo potrebno delati, da bi unovčevali bančne garancije, ki smo jih dobili v naše dobro, ker imamo tudi dobre dobavitelje. Vidimo, morda, ko smo pred koncem, smo pozabili omeniti še kak mehanizem, ne vem, jamstvo, tudi verjetno je To, kar je že gospa Mojca omenila, so določene države, Nemčija, Švica, Avstrija, kjer zahtevajo, Italija, fiducione enako, kjer zahtevajo jamstva poroštva.
je odvisno od osnovnega posla, je drug inštrument, nosi to specifiko brez rokov, da so vključeni določeni členi. Samo potem se pač mi v tem odnosu z našim komitentom pač opredelimo ta regres oziroma kako v primeru unovčenja. Veliko je teh inštrumentov, prav je pa, da se pozna, mislim, da vsak ve te vsebinske pravne razlike, na kakšen način se unovčujejo. Ta izplen je v bistvu, če gre kaj narobe, moramo znati te inštrumente unovčiti in vedeti tudi, kakšen je izplen. Ne. Tako da inštrumentov je kar nekaj, nekateri so boljši, nekateri so slabši. No, sem se zagotovo danes naučil, ja, kot se reče, da teh inštrumentov je veliko, da če o njih ne vemo, nas ne sme biti sram se obrniti na banko, na NLB in vprašati za nasvet. In verjamem, da vsaki stranki pomagate, da najdemo, rekel, tisto pravo pot do uspešnost posla. Tudi se vama obema zahvaljujem, da ste bili gosti in upam, da sta svojimi izkušnjami in rekel, svojimi nasveti pomagali mogoče še kakemu drugemu podjetju, ki se prvič s tem sooča, pa smo rekel spušča na to pot. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala.